Nogometaši Celja, ki so še vedno v zgornjem delu lestvice, so doma pričakali ekipo Radomelj. Domači Celjani že kar 12 tekem neporaženi, medtem ko Radomlje še vedno v zelo slabi formi, v prejšnjem krogu visok poraz z 0:3 proti Gorici. Nogometaši Celja so tekmo odprli bolje, bili podjetnejši, najprej je mimo vrat meril Verbič, potem priložnost po prostem strelu mimo je meril Ahmedi in tudi prva akcija Radomelj. Preslabo je meril Goran Vuk, potem še nevaren protinapad Celjanov, do žoge je prišel Benjamin Verbič, si pripravil strel po lepem preigravanju in zatresel mrežo Radomelj za 1:0. Tekla je 24. minuta, 1:0 za nogometaše Celja. To je bil še Verbičev 4. gol v letošnji sezoni, tokrat je načel mrežo Radomelj, tudi prvo tekmo v domžalskem športnem parku so Celjani proti Radomljam dobili. Še ena akcija domačih Grofov in še enkrat je bil na pravem mestu Verbič, lepa dvojna podaja in zaključek Benjamina po podaji vrhovca je povišal prednost Celja na 2:0. Tekla je 28. minuta, v razmaku 4 minut so Celjani dvakrat premagali gostujočega vratarja Andriča. Nismo pa dolgo časa čakali še na tretji gol, spet je bil pred vrati Verbič, izjemno lepo si je sprejel žogo in zabil klasični hat-trick. V pičlih 8 minutah je hat-trick uspel Verbiču in to je bil njegov prvi hat-trick v prvi ligi Telekom Slovenije. Do konca prvega polčasa še ena akcija nogometašev Celja, žoga pred vrata, Ahmedi je streljal, eden izmed gostujočih branilcev pa je le spremenil žogi in povišal na 4:0. Katastrofa Radomelj v tem prvem polčasu, Celjani so bili izjemno razigrani, še posebej Verbič, ki je zabil klasični hat-trick. Drugi polčas in najprej kot za domače, žoga pred vrata, sledil je prekršek in to je bila še ena 11-metrovka za domače igralce. K žogi pa je tokrat stopil Blaž Vrhovec, ki je bil izjemno učinkovit in natančen strelec. Neopravljivo je zadel desni zgornji kot Andričevih vrat in povišal na visokih 5:0 in petarda je odjeknila v mreži Radomelj. Nadaljevanje dvoboja, tudi gost je do svoje priložnosti, kljub temu, da so bili v visokem zaostanku, je ekipa Radomelj imela nekakšen duh in željo po znižanju visokega zaostanka. Najprej streljal Žiga Smrtnik in potem še Cankar, ampak obakrat je bil na pravem mestu Kotnik. Sani je zapravil priložnost Celja, še enkrat nevarni domači, streljal je Džermanović, a ostalo je pri visoki prednosti Celja, s kar 5:0 so na koncu odpravili Radomlje, še vedno so v dobri formi Celjani, Radomlje pa še vedno na zadnjem mestu. Ja, res je, jaz mislim, da je en fantastični prvi polčas, bi res pohvalil fante, nekako se dvigujemo iz tekmo v tekmo, oni kažejo svojo kvaliteto, ki jo absolutno premorejo, tako da mislim, da je zmaga zaslužena, tudi tako visoka. V drugem polčasu sicer smo, bom rekel, malo stavili konje, nekako ena nesrečna poškodba, ker nismo dejansko več menjav, ampak vseeno mislim, da smo prikazali danes eno všečno igro. Ne, seveda nismo zadovoljni, moram čestitati normalno Celjanom, opravičili so to, kar kaže skozi celo sezono, tudi v današnji tekmi. Do prvega gola smo nekako držali tudi mi neko ravnotežje v igri, ampak nekako pa se je zgodil tale, če lahko rečemo, blackout in v slabih 10 minutah dobili 4 zadetke. Ponavlja se nam, da dobimo gol, da se igralci nekako povlečejo vsak vase in nekako zablokirani, ne upajo se igrati in tudi gole smo tako dobili. Celjani so pa seveda poznani skozi celo prvenstvo kot zelo hitra, dinamična ekipa in tako so nam tudi na ta način zabili drugega, tretjega, četrtega in potem je seveda težko igrati in drugi polčas smo seveda poskušali igrati